Danes v veljavo stopa reforma trga dela, ki vključuje zakon o delovnih razmerjih in novelo zakona o urejanju trga dela. Na področju zmanjševanja razlik na trgu dela reforma omejuje sklepanje pogodb za določen čas in agencijsko delo. Prinaša tudi več ukrepov za zaščito zaposlenih in uvaja minimalno zaščito za ekonomsko odvisne delavce, med katerimi so zlasti novinarji in umetniki. Sistema denarnih nadomestil za brezposelne ne spreminja. Za povečanje prožnosti poenostavlja postopke zaposlovanja in odpuščanja ter uvaja začasna dela za upokojence. V luči znižanja stroškov delodajalcev znižuje odpravnine in skrajšuje odpovedne roke, medtem ko plačan odmor za malico in dodatek za delovno dobo ostajata. Težave mariborske tovarne zdravil Marifarm, ki se otepa z večmilijonsko izgubo, se nadaljujejo. Potem, ko so delavcem vendarle zamudo izplačali februarske plače, se zdaj z novo kreditno banko dogovarjajo za reprogramiranje kredita v višini 28 milijonov evrov, ki ga je Marifarm najel za gradnjo nove tovarne. Danes so tako na banki potekali pogovori, na katerih so bili od predstavnikih Marifarma tudi člani ožje ekipe novega župana Andreja Fištravca. Marifarm je namreč v večinski lasti mestne občine Maribor. Ker so z ustreznim izvršnim direktorjem pogovarjali konkretno o problemu Marifarma in jaz mislim, da glede na to, da je mariborska občina in javna podjetja mariborske občine, da smo dolgoletni komitenti nove KBM, da se tu odpira eno čisto praktično polje sodelovanja, partnerskega sodelovanja med mestno občino, javnimi podjetji in novo KBM, ker bomo kot partnerji pomagali razreševati v tem konkretnem vprašanju problem Marifarma. S tem, ko bo postalo kadrovanje v podjetjih strokovno, bo se tudi to pokazalo na učinkih in na delovanju podjetij. Mariborsko študentsko društvo Erasmus Student Network je te dni gostitelj letne generalne skupščine, ki je največji in najpomembnejši mednarodni dogodek te organizacije. Udeležuje se ga 600 mladih iz vse Evrope. Konference so popestrili številni spremljevalni programi. Za tiste, ki želijo oditi v tujino, pa ne vedo kako, in tiste, ki jih skrbi kariera, so pod geslom Zbudi se, najdi se, aktiviraj se, pripravili Jungle Day oziroma dan priložnosti, v okviru katerega je potekal Unisejem, največji tovrstni sejem v Evropi. Na njem se je predstavilo več kot 400 univerz iz 36 evropskih držav. Our vision is the enrichment of society through international students. This is what we work on every day, and this is what we believe in. We help students with all the big and small needs when they arrive, enrich their stay with social activities and facilitate their integration into the local society. Our annual meeting will give our most motivated and engaged members the possibility to share best practices and decide on the future of our network. Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki si kot nevladna organizacija prizadeva za izboljševanje kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin ter zaščito njihovih pravic, letos praznuje 60 let. Je prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, ki je ob svojih začetkih med drugim zbirala hrano za šolske mlečne kuhinje, kasneje pa sodelovala pri postavljanju temeljev za skrb otrok, od vrtcev do porodniškega dopusta. Jutri dopoldne bodo padavine od severa ponehale, delno se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in toplo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. V Mariboru naj bi letos zamenjali vozni park avtobusov. V mariborskem Europarku se predstavljajo ponudniki turističnih zmogljivosti in storitev v Mariboru in okolici. Odbojkarice Maribora in Kamnika čaka finale državnega prvenstva. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.